Pozdravček, evo, končno spet po dolgem času sem se odločila, da posnamem kakšen video. Moje poletje je bilo kar intenzivno, delovno, res ogromno energije sem dala v svetovanja, da skupaj z mladimi podjetniki, potencialnimi podjetniki gradimo dobre zgodbe in to mi je bilo tudi največje veselje. Ampak na drugi strani tudi seveda je bilo zelo malo časa, da se posvetim vam, ampak sem rekla, evo, danes si pa vzamem čas in da povem nekaj na temo osebne blagovne znamke. Možno ste se že imeli prebrati tudi moj članek prejšnji teden, zakaj je grajenje osebne blagovne znamke danes zelo pomembna. Danes bom pa izpostavila samo 3 stvari, ki so tudi meni pomagale, v bistvu mi še pomagajo pri gradnji mojega posla preko spleta, pa tudi seveda offline. Prva stvar je seveda osebno blagovno znamko predvsem izpostaviti zato, ker ljudje bolj zaupamo ljudem. To je tisto. Ali hočeš ali nočeš, lažje je zaupati neki osebi, kot pa nekemu logotipu. In skozi svojo, ko se izpostavite, lahko tudi lažje vas razumejo ljudje, zakaj nekaj počnete. Se pravi, v podjetništvu je zelo pomembno, da veste svoj zakaj. Zakaj morate vedeti ta svoj zakaj in kaj je zdaj to. Se pravi, to je neko v bistvu glavni razlog, zakaj ste se lotili tega, kar počnete, in to je tisto, ki vas bo tudi v težkih trenutkih, ker seveda v podjetništvu pridejo tudi vzponi in padci, in če je močen zakaj, vas bo potegnil ven. Se pravi, da bo rekel, da boste vztrajali, da boste še vseeno ne boste obupali, in zato je toliko pomembno, da veste to, kar počnete in da verjamete v to, kar počnete. Pridejo pri meni tudi trenutki, ko bi najboljš, tudi poslala vse korakov, ali sem utrujena, tudi pač sem taki tip, da skozi nekaj ustvarjam, skozi mi nekaj in včasih tudi je treba se malo ustaviti. In tudi sama, ko pač sem slabe volje in potem, dobim kako sporočilo od moje stranke ali celo kdo javno kaj pove ali mi na message napišete, hvala Tanja, glej, ful mi je to pa to pomagalo in to so moje, se pravi, to je moj zakaj, ki me žene naprej in to je tisto, kar potem, se pravi, me žene naprej, da še 1 leto ustvarjam. Jaz sem si na začetku poti rekla, eni osebi, če pomagam vsak dan, ali je to z nasmehom, ali s kakim, nasvetom, ali s kakim konkretnim svetovanjem, delavnico, spletnim tečajem, je moje poslanstvo na tem svetu opravljeno. In meni ni cilj, priti v vsako hišo, ampak želim ob sebi ljudi, ki me čutijo, ki mi zaupajo, da lahko tako skupaj gradimo posel. Se pravi, kot osebna blagovna znamka morate imeti svoj zakaj in seveda, ko se izpostavite, ljudje, da vas vidijo, bojo prej zaupali, kot pa nekemu logotipu, ki sporoča svoj zakaj. Se pravi, kot sem že omenila, druga stvar je tudi, ne se več skrivati za logotipi, ker je osebna blagovna znamka zelo pomembna za, se pravi, grajenje posla kakršnega koli, ker kakorkoli obrnemo, tudi če delate business to business, na koncu vedno sklenete posel z neko osebno, se pravi, neko osebo v podjetju, ki je ključna oseba. Zato je danes zelo pomembno, da tudi na spletnih straneh je vsaj tista neka ožja ekipa predstavljena, ali ključni kadri, če ste manjša ekipa, vsi, se pravi, vsi ste ambasadorji blagovne znamke in vsak lahko za svojo osebno blagovno znamko pripomore, da ste še bolj prepoznavni, da vas ljudje začutijo, mogoče nekdo ne čuti vas, začuti pa sodelavko in tako lahko skupaj gradite uspešne zgodbe. In še glavna stvar, zakaj je toliko pomembna ta blagovna znamka, in sicer če vemo, v podjetništvu nekaj časa deluje, potem več mogoče ne, vi ste odrasli, hočete nekaj druga narediti, ker se vam zdi, da ste že nekaj, rečemo, preživeli in začnete neki drugi projekt. Zdaj, če gradite osebno blagovno znamko, se pravi, vi samo spremenite, naredite drugo osebno blagovno znamko, drugo blagovno znamko podjetja ali boste počeli nekaj čisto drugega, vaša osebna znamka vedno ostane. Se pravi, vi kot oseba se spreminjate, ampak vi ste vi z imenom in priimkom. Neki projekt samo zaprete in lahko takoj začnete graditi svojega. Če vi niste gradili na osebni blagovni znamki, to pomeni, če boste naredili neki novi projekt, bo še dosti težje spet od znova graditi blagovno znamko nekega projekta.
Dosti lažje pa bo, če vas že neki ljudje poznajo, spravi vam že zaupajo, ker seveda osebi bolj zaupajo in boste mogoče samo nadgradili in promovirali neki drugi projekt. Se pravi, ste v prednosti, drugače je potrebno vse iznova graditi. Vemo pa danes v poplavi, vemo, gužva je sploh na internetu, se je zelo težko prebiti v ospredje, razen če imate kakšne finančne velika sredstva ali ne vem, znane influencerje ali kakorkoli, ste znana osebnost na televiziji, pač bolj lažje se mogoče prebiti v ospredje. Drugače pa je ta pot kar težka in trnova in tudi ni čez noč, zato dajte graditi osebne blagovne znamke, tudi če ste zaposleni, tudi če ste, ne vem, podjetniki. Namreč, kar je meni pomagalo na začetku svoje poti, jaz sem prej bila zaposlena 9 let v enem družinskem podjetju, 4 leta nazaj sem šla na svojo samostojno pot in jaz sem pač v prejšnji firmi, organizirala sem velike dogodke tudi, tako da sem bila dosti med ljudmi, ki so me že odprej poznali in sem nekako nevedoče, nezavedno tudi že gradila osebno blagovno znamko. Kaj mi je to pomagalo potem pri gradnji mojega posla, ker nisem rabila delati z nič, se pravi, sem tako imela prve stranke, ker so me že odprej poznali, že takrat sem bila tudi aktivna na družbenih omrežjih, ne toliko zdaj mogoče, ampak so me ljudje poznali, se pravi, sem že imela nekih ožji krog potencialnih strank in mi je to na začetku poti zelo pomagalo. Tako da vam svetujem, ali ste zaposleni, ali ste imate plan, mogoče tipate, da bi mogoče pa šli kaj na svoje, začnite danes. Se pravi, začnite se pojavljati, povejte, kdo ste, ne rabite, če tudi ne veste, kaj počnete, pač razmišljanja svoja, kdaj delite z drugimi, gradite svojo bazo nekih ljudi, ki so vam všeč, ki so na isti valovni dolžini. In na tak način, če boste kdaj šli na svojo pot, boste že imeli prve stranke oziroma na drugi strani mogoče boljšo zaposlitev. Tako da tudi vsa družbena omrežja so v bistvu vaša reklama na spletu, zato pazite, kaj objavljate, ker vse to je vaša reklama v vaši blagovni znamki. In odličen kanal za grajanje osebne blagovne znamke, ki vam tudi da kredibilnost ali za boljšo zaposlitev, ali boljšo, ne vem, ali na začetku poslovne poti, ali ste že uspešen podjetnik, pa bi mogoče postali radi strokovnjak v neki branži, to je zagotovo LinkedIn, ki se ga še vedno podjetniki malo bojijo, ker ne vem, mislijo, da tam so zdaj strogi ljudje. Ne, tam so ljudje, ki so res, imajo neko kulturo, bi rekli, kjer se spoštujemo, kjer smo zelo hvaležni za konstruktivne kritike, kjer si pomagamo pri poslih, zelo si priporočamo en drugega in je res kvalitetno družbeno omrežje, ki vam lahko pomaga na vaši poti, kakršnikoli. Se pravi, tudi vabljeni študenti, ker se imamo fajn, se pravi, ogromno enega znanja in ogromno uspešnih ljudi. Pravi, se veste, kaj pravijo, ne? Pokaži mi, s kom se družiš in ti takoj povem, kdo si. In tam pridite med nas, če hočete biti med uspešnimi. In še eno od Jeff Bezosa, še ena misel, se pravi, ne, blagovna znamka, da imam tu malo švinglice, da ne bom kakšne neumnosti povedala. Vaša osebna blagovna znamka je tisto, kar ljudje govorijo, ko vas ni v prostoru. Se pravi, prvi vtis je zelo pomembni in ljudje si vas po neki mogoče ali energiji zapomnijo, kar tudi je seveda del blagovne znamke in to je tisto, kar je pomembno. Se pravi, in če boste jim všeč, bodo tudi prišli do vas. Tako da vabljeni konec meseca, ponovno spletna LinkedIn delavnica, ki bo zadnja letos, tako da se splača izkoristiti. In cena je le 49,90 €, tako da res pač želim, da čim več ljudi privabimo na to omrežje, ker se imamo fajn in res vam želim to predstaviti. Se pravi, družili smo se v 2 dneh, po mogoče uro pa pol, 2 uri in ni tako intenzivna, kot mogoče druge družbene omrežja, tako da se vam splača izkoristiti še en kanal, ki vam lahko pomaga, da ste vidni na Googlu in da imate urejeno vse neko spletno prisotnost. Namreč LinkedIn je tudi kot neka landing page vaše osebne blagovne znamke. Tako da se splača izkoristiti. Jaz upam, da se mi pridružite, ker zagotovo se bomo imeli fajn. Vabljeni!